Tole je verjetno eden najcenejših majhnih avtomobilov. Ne samo ob nakupu, ampak predvsem pri kasnejšem vzdrževanju. i10 s tovarniško predelavo na plin. Takšen stane točno 11.630 evrov, kar ni veliko. i10 je majhen avtomobil s 5 običajnimi vrati in 5 običajnimi stekli, tako da je prostora za potnike dovolj, edino prtljažnik je majhen, kar je pač pričakovano. In takšen je cenejši celo od Volkswagena Up, s tem, da tale ima pogon na plin. Tovarniško vgrajen rezervoar ima le dobrih 30 litrov prostornine, kar pomeni, da ga boste v praksi napolnili z dobrimi 20 in ob porabi dobrih 8 litrov tako na plin prevozili le slabih 250 km. Okoli 7 evrov vas bo stala 100 km dolga pot in to je danes zelo poceni. Trivaljni litrski motorček sploh ni prešibak, ker je i10 lahek. S svojim hecnim brnenjem nas je brez težav prevažal naokoli in celo na avtocesti se nekako drži prometa, čeprav ga v dolge klance hitro zmanjka in ga je treba priganjati, posledično pa je večja tudi poraba. V bistvu je tempomat edina stvar, ki smo jo pogrešali, ker ga v plinski različici sploh ne moreš dokupiti. A ja, pa potovalnega računalnika tudi nima. i10 je zelo simpatičen avtomobil. Občutka preko volana je sicer premalo, kar je hiba vseh vozil te znamke, ampak v tako majhnem in predvsem mestnem avtomobilu to sploh ne zmoti. Sedi se čisto v redu in ob dobri okretnosti je tole eden boljših malčkov. Še tole. Tovarniška predelava na plin avto podraži za 1200 evrov, zato ga je smiselno vzeti le, če naredite res veliko kilometrov po mestu in okolici. Bi pa lahko pri Hyundaiu zraven dodali še nastavek za polnjenje oziroma krožni adapter, kot se to strokovno imenuje, ne pa da se ga moram vsakič sposoditi pri Petrolu. Pa celih 43 evrov stane.